Lep popotniško obarvan pozdrav od Jasne iz El Salvadorja. In od Manje iz Slovenije. Mislim, da je Manja ta najin duet danes že 6. v seriji popotniških podoživetij iz različnih kotičkov sveta. Naslov pa še vedno nosi O svoj svet s Triglavom. Torej, dobrodošli ponovno. Hvala, Manja, da si z mano. Pri tebi je na srečo že popoldne, pri meni pa 6 zjutraj, tako da greva kar na pot. Hvala tudi tebi in zelo se spet veselim, da nas boš popeljala v ene lepe kraje. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali, vsi, ki se pripravljate na svoje prvo potovanje ali pa mogoče za svoje prvo potovanje pravkar varčujete, naj vam ponovno povem, sama spadam med ljudi, ki ne potujemo prav veliko, medtem ko je Jasna strastna popotnica in moje popolno nasprotje. Prepotovala je že več kot 100 držav, zadnjih 13 let z otroki, predtem pa s partnerjem, s prijatelji in tako naprej. Njena potepanja so vedno pripravljena v lastni režiji, čeprav je pred par dnevi ravno pojamrala, da jo je zadnje planiranje precej utrudilo in da se sedaj pa tudi spogleduje z idejo, da bi organizacijo naslednjega potovanja morda vendarle prepustila kaki butični in pristni agenciji. No, bomo videli. Skratka, Jasna z nami vedno rada deli njena zanimiva doživetja ter zelo koristne in pa kakovostne recepte in pa nasvete, kako si lahko novo destinacijo ogledamo varčno, varno in tudi z otroki. Mislim, da so njihove popotniške zgodbe res luštne in prav posebne ravno zaradi tega, ker vedno vse pove brez dlake na jeziku, ker ne potujejo luksuzno in predvsem gredo pogosto v kraje, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga. Se pravi v malo bolj divje, v malo bolj oddaljene in odmaknjene ter ne tako turistično naravnane destinacije. Torej, kot je Jasna že povedala, danes se druživa že 6. v najini seriji potepov O svoj svet s Triglavom. In Jasna, za nama je potepanje po Sejšelih, po tvoji najljubši Avstraliji, po zeleni in krasni Novi Zelandiji, po Dominikanski republiki in Južnoafriški republiki. Pokukali pa smo tudi v Namibijo in v Botsvano. Kam potujeva danes? Ja, danes pa spet potujeva v malo bolj razvit svet, precej dobro poznan del sveta, tudi strani Slovencev zelo v bistvu obiskano destinacijo. Govorili bova o Severni Ameriki. Sicer Amerika je ogromna, tukaj zdaj v Latinski Ameriki, kjer živimo, me velikokrat popravijo, da ko rečem Amerika, je to mišljena Severna, Srednja in Južna Amerika in tak je res, to je prav. Ampak danes bova govorili samo o Severni Ameriki ali pa rečiva o ZDA, Združenih državah. Gre v bistvu za kar 2-krat večjo površino od cele Evrope. Ima sicer samo 600 milijonov prebivalcev, Evropa pa 750 milijonov, tako da včasih se vprašam, zakaj nismo Evropejci bolj samozavestni. Zdi se mi več, da vedno gledamo Ameriko kot enega boga, pa nas je po številu kar precej več. Ampak hotela sem razložiti, da je velika razlika, ko rečemo Amerika, se pravi, danes potujemo samo v ZDA, brez Kanade in brez Mehike, kar tudi spada v Severno Ameriko, in bova potovali v tem delu, ki ga nekako združuje teh 50 zvezdnih držav, pa še okrožje Washington. Torej, v ta del se bova skoncentrirali. Ok, preden nam razkriješ, kam naj jo danes dejansko pelješ, vemo, da so ZDA država, ki je v svetovnem prostoru zelo prisotna. Slovenci spremljamo njihovo politiko, poznamo hollywoodske igralce, športne ikone, glasbo, trendi prihajajo od tam, angleščina nam je blizu in marsikaj v življenju posnemamo po tem nekako ameriškem vzoru. Ti si Ameriko obiskala večkrat in na različnih koncih, pa me zanima, če poskusiš narediti en korak nazaj, recimo. Kakšen je tvoj celostni pogled na to veliko Ameriko? Je to država, kjer bi si lahko kdaj predstavljala živeti, ali ti ostaja bolj neka kot potovalna destinacija, pa neka referenčna točka sveta, glede na to, da zdaj živiš v Latinski Ameriki, ampak Amerika v smislu ZDA, se vidiš tam kdaj v prihodnosti ali raje ne? Zanimivo vprašanje, pa tudi mogoče dolga debata. V glavnem smo dobili že enkrat nedavno eno povabilo v Ameriko in smo brez razmisleka zavrnili. Sicer po površini gre za skoraj 2-krat večjo od Evrope in težko je oblikovati neko enotno mnenje, ker se mi zdi, kot da bi tudi v Evropi zelo težko rekla, veš, Evropa, vse države so pa take.
Seveda lahko potegneš neke sporednice, nekaj skupnega, ampak recimo razlike med, ne vem, Seattlom na severozahodu ali pa Miamijem na jugovzhodu so tako izrazite kot med mogoče severom Finske pa ne vem, jugom Italije ali pa med Anglijo pa med Turčijo. Ne? Govorimo o popolnoma drugačni mentaliteti, zgodovini, stopnji razvoja, kulinariki, politični ureditvi, drugačni naravi, konec koncev, ne? Popolnoma drugem jeziku, drugačnem izgledu, mislim, fizičnem izgledu ljudi in pa seveda po popolnoma različnem podnebju in pa nekak življenjskem slogu v celoti. Ampak če nekako pogledam Ameriko tak na povprek, ZDA kot celoto, mi je ta del Amerike seveda v res mnogih pogledih fascinanten. Od osupljivih naravnih parkov, recimo Utah, Arizona, Nevada, ki sem jih že prepotovala, potem krasnih delov v zelo liberalni Kaliforniji, do izjemnih velikih mest, kot so, ne vem, Washington ali pa New York. Potem inovacije, podjetniške zgodbe, vidim jo pač kot neki res blazen vir znanja, navdiha, inspiracijo, občudujem njihovo samozavest, pogum, pogosto se naslanjam, tak jaz kot ti in mnogi Slovenci, na njihove vire, avtorje, zgodbe, inovatete. Ne vidim pa ZDA recimo kot prostor, ki bi me zadovoljil za življenje, predvsem zdaj, ko imam družino. Ampak tu je razlog, mislim, da predvsem družbeni. Te izrazite razlike med bogatimi in revnimi se mi zdijo tako boleče tam, no? Kriminala ne manjka, prisotnost orožja, močna potrošniška naravnanost, vse je huge, tam ko moraš kupiti galon mleka, se pravi 3,75 litra, nič ni hitro, vsi shopping centri so ogromni, rabiš pol dneva, da obiščeš trgovino, ne? In moram reči, potem politika, ki je stvar druge debate, ampak moram reči, da tudi zdaj v Latinski Ameriki se druživa z dvemi družinami, ki so iz New Jerseyja, drugi pa iz New Yorka in so se preselili v El Salvador ravno zaradi nezadovoljstva predvsem nad družinskim življenjem, ker ga pač zraven neke službe, pametne kariere ne moreš imeti. Tempo, delovni urnik, dolge vožnje so pač blazne, ne? To je milina, kar imamo v Sloveniji. Tako da, kot pravim, ZDA ostaja zame sinonim za deželo priložnosti, tam je podjetniška kultura izjemno močna od širine trga, potem do podpore startupom, fundraisingu, tveganemu kapitalu, kar omogoča pač posamezniku s pravo idejo, za razliko od Evrope, po mojem lažjo, hitrejšo pot, više lahko poletiš v sam cilj. Ne? Če omenim še šolski sistem, oni so zelo bolj ozko specializirani, ali pa kak ne rečem, mogoče nimajo toliko širine, toliko ne vejo vsega o vsem, vejo pa tisto, kar vejo zelo podrobno pa precizno in se razvijajo v neke strokovnjake. Ne? Potem zelo so orientirani v problem solving, reševanje izzivov in težav, kar se zdaj vidi tu pri naši šoli. Mogoče bolj sposobni kritično razmišljati, kar mi je všeč. Ampak, kot rečeno, Amerika mi je država navdiha, res navdiha, imaš odprta usta, kaj vse vidiš. Mislim, da bi vsak popotnik moral enkrat videti Ameriko pa Kitajsko. Ampak hkrati, ko si rekla, če bi tam morda živela, zaenkrat rečem ne, zarečenega kruha se največ pojem, ampak to ni prostor mirnega družinskega življenja, nekega ravnovesja, ki smo ga v Evropi vajeni, ni majhnih razdalj, medčloveške vezi so zelo razrahljane, se pravi zelo poudarjen individualizem, tako da družina kot celica ni v ospredju tako kot v Sloveniji, še manj pa tako kot je v Latinski Ameriki, kar mi je tukaj všeč. Ne? Življenje v velikih mestih pomeni 12-urni delovnik, majhna stanovanja v betonskih džunglah, 12/7 se dela in nenehna produktivnost. Če zboliš, se ustaviš, če je oni hrček, veš, kot en hrček v kolesu neha teči, te pa sistem izpljune in ni te socialne naravnanosti kot v Evropi, kjer imaš čas, da se pobereš, zato pa tudi mnogi končajo na cesti. Brezposelnost, predvsem pa brezdomcev je v Ameriki pač neskončno veliko in neprimerljivo z Evropo, sploh pa Slovenijo. Tako da, še enkrat, Amerika vidim v dveh obrazih, državo izjemnih priložnosti, inovacij, neke deske, ki ti da krila, da poletiš visoko, ne pa neka možnost osebnega ravnovesja. Mislim, da je to za mlade, recimo za študij. Izkušnje, znanje, kar lahko doživeš tam, je pač unikaten prostor, ne bi pa si to želela mogoče kot svoj prostor bivanja, tako da toliko, ampak dajva se danes osredotočiti na najin del,
na turistično najbolj obiskan, družinam izjemno prijazen, za otroke krasen, najtoplejši del, ki je meni osebno zelo drag, in greva na Florido. Si za? Absolutno. Zelo zanimivo si opisala Ameriko kot celoto in moram reči, da se zelo strinjam. Torej, na kratko, kako bi povzela neke splošne značilnosti te tvoje Floride, take osnovne, ki ti je tako draga? Jaz sem se po Floridi potepala, zdaj mislim, da 6 ali 7 krat, enkrat s prijateljico v mladosti, potem enkrat sama, enkrat s fantom, 2-krat z našo družino, enkrat z Mihatom, 2-krat z Mihatom sama in nazadnje septembra lani, ko sva samo Jašo peljala na tekmo Mesija v Miami in smo potem naredili krog po Floridi. Aha, pa še 3-4 leta nazaj, veliki skupini, vseh nas 7, Mihatova mama in moj oče, tako da nas je bilo 9. In mislim, da lahko Florido dobro opišem iz vseh teh perspektiv. 2 sama, velika skupina z otroci, brez otrok, z enim otrokom in tako naprej. Torej, najprej mogoče Florida je polotok, pač na eni strani Atlantski ocean, na drugi strani pa Mehiški zaliv na zahodu, torej morje, morje, morje. Ko greš na Florido, moraš pomisliti na morje, ker je precej lepo. Na severu meji na Georgijo pa Alabamo. Na jugu pa je v bistvu samo 150 km oddaljena od Kube, zato tudi je veliko Kubancev v Miamiju, kar daje Miamiju eno tako prijetno vzdušje in res tisti, ko niste bili na Kubi, se lahko kar fajn dotakneš na Miamiju. Potem definitivno moram reči, da je znana kot Sunshine Coast, se pravi dežela sončka. Glavno mesto je Tallahassee, mnogi mislijo, da je Miami, pa ni. Drugače pa je površina Floride okrog 170.000 kvadratnih kilometrov, kar je dobrih 8,5 Sloveniji. Res je, da od tega 1/5 odpade na vodo, kar je veliko, ker je toliko močvirja, cel ta južni del v bistvu je močvirnat, pa veliko rek, pa veliko jezer. Ampak vseeno gre za 23 milijonov prebivalcev in je, mislim, da tretja najbolj pogosto ali pa najbolj gosto naseljena zvezna državica. Ima tudi najdaljšo kontinentalno mejo v ZDA, tako da, ko greš tja, pač pomisliš na morje, ta coast mejo, sem hotela reči, najdaljšo mejo morja, in ko greš tja, pač morje, 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 ne. To ne smeš spustiti. Izjemno sončna, tropska, raznolika. Imaš, a veš, od čudovitih teh peščenih plaž, ogromno zabaviščnih parkov, pa pol divjih močvirij, muzejev in tako naprej, pa podnebje je prijetno. Pač gre za v bistvu vroče, vlažno poleti, zelo podobno mogoče Sloveniji, pa zelo pogoste nevihte pa orkani. V tem času poletja pa potem milejše in zelo prijetne, suhe zime, zato tudi veliko upokojenih Američanov, vseh ostalih zveznih državic zelo radi pobegnejo na stara leta tja. Pa res destinacija za turiste, urejena, varna, čista in zelo, zelo primerna za otroke. Ok, zelo zanimivo. Kaj pa, če bi recimo nekdo začel načrtovati svojo pot po Floridi, kje sploh začneš, kako si organizirati potovanje v lastni režiji, kaj je za videti, kako se premikati, kakšne so cene letalskih kart, namestitev, kaj bi rekla? Florida je res enostavna. Na splošno je cela Amerika enostavna, ker je zelo blizu naši evropski kulturi, ne? Saj smo na koncu Evropejci odšli tja, zgradili celo miselnost, tako da hočem reči, da je enostavna. Tako da pri Ameriki, sploh pa pri Floridi, ne vidim potrebe po mogoče organiziranih potovanjih, ker je res simpel. Prvič je jezik vsem dostopen, pač angleščina. Drugič, mogoče res varna in pa turistično izjemno razvita. Vse je označeno, vse je napisano, vse je pregledno. Oni so pripravljeni na izjemno maso turistov. Šokirana sva bila z Miho septembra lani, ko smo šli na Mesijevo tekmo. Mislim, to je, ne vem, kot da bi trenirali leta, kje mora kdo stati, pa kdaj mora roko dvigniti. To spravijo tisoče ljudi na stadion in iz stadiona mes pa razdelijo še vso hrano, marsikaj prodajo in vso pijačo in to teče smut. Dobene panike, nič ne opaziš, vse gre izjemno tekoče in taka je Amerika. Spravi turistično pripravljena na mase, na velike, hitre premike, na enostavnost in da je tako jasno vse napisano, da ni dvoumnosti pri nekih navodilih, ne?
Kar se tiče karte, torej samo organizacija. Kar se tiče karte, preprosto vedno pogledajte na Skyscanner, potem tam vidite najbolj primeren let za vas, potem pa greste na tistega letalskega operaterja, ki ste tam v množici vseh ponudnikov na Skyscanneru zbrali karto. Konkretno sem pogledala danes zjutraj, recimo z Ljubljane so karte med 550 pa 700 evri. Če se malo naprezaš, pa to par mesecev naprej najdeš, pa greš z Benetk, Zagreba, Mintna, so lahko še cenejše. Definitivno bi svetovala prileteti in odleteti z Miamija, ker bodo cene najboljše, pa zdi se mi dobro izhodišče, da narediš krog. Ne vem, zakaj gremo mi vedno iz Miamija proti severu, nikoli obratno, se pravi vredno proti gor in potem naredimo krog nazaj v Miami, lahko greš seveda valjda tudi obratno. Potem ogromno ljudi slišim, da skombinira to potovanje po Miamiju in Floridi še s kakim križarjenjem, pač največje izhodišče v tem karibskem predelu za križarke je pač Miami. Cene so najboljše, sploh če organiziraš to sam. Ravno včeraj sem govorila s kolegico, s mamico od sošolke od Mije tukaj v Salvadorju, ki grejo za krompirjeve počitnice v Miami in grejo en teden, to je 7 dni, 6 noči, na Disneyevo križarjenje. To pač pomeni, da je zelo animirano v smislu Disneya za otroke in so odšteli malo več, par dolarjev več kot $600 za eno osebo za cel teden. Ampak moraš vedeti, da tu je vse. Se pravi, spanje, kabina, 24-urna animacija, entertainment, šovi, zabave, kino, fitness, spa, tekaška proga, bazeni, tobogani, bowling, teater šovi, pevski nastopi, računalniška podpora, internet, izobraževalni kotički, online knjižnica, fizična knjižnica, pač ni da ni, in all inclusive hrana, ki je odprta 24 ur za $600 na osebo, pač to ne moramo reči, da je drago, ne? Potem, kar se tiče prevoza, še nekaj. Amerika je fantastična v smislu vožnje. Ceste so široke, so 5, 6, 7, tudi 8 pasovnice v vsako smer. Avto dobiš od $30 do $50 na dan in pa moški, Manja, povej Sandiju, pač se jim vtrga, ko grejo sem sposojati avte. Ker je pač prvič taka masa obrata ljudi, ki uporabljajo rentakar, da so ti avti dobesedno friški, vsako izposojo se ti zdi. 8-krat smo ga sposodili od kombija do kabrioleta, vedno je avto dišal po novem, se pravi, po mojem jih menjajo pri res manj kot eno leto stare avte. Izjemno hiter samo self-service sistem, se pravi, ti greš skozi, vse je digitalno, noben človek ne pride do tebe, avto pogleda robot in avto vrneš v nekaj sekundah in tudi sposodiš ga. Imaš od Tesla do kabrijev, džipov, pač ni da ni, tam izpolniš svoje avto sanje in je zelo enostavno, cena ni draga, tako da moški res pridejo na svoj račun. Kar se tiče pa namestitev, spet zelo enostavno, Airbnb in Booking fantastično funkcionirata. Airbnb, pozor, ne več v vseh mestih, New York in tak naprej, je že malo se poslovil od Airbnb-a, ampak funkcionira Booking in neke lokalne direktne nastanitve. Na Floridi pa Airbnb še vedno deluje, vsaj kar smo mi bili par mesecev nazaj je bil. Tako da jaz bi rekla na začetku Miamiju najprej hotel, apartma ali pa Airbnb na plaži, ker je vendar Miami na plaži in je fajn, da si tam najlepši del. Cene so nekje med $70 pa $100 na sobo oziroma apartma za 4 ljudi. Ponovadi je zraven vedno kuhna pri Airbnb-u, kar pomeni, da lahko precej prišparaš pri nekem zajtrku večerji, ne? Tako da stroški na splošno v Ameriki so zelo primerljivi s Slovenijo, če si z glavo potuješ, če si varčen, če kaj skuhaš, če loviš tiste happy hour, pa lunch pakete, pa tak naprej. In pa porcije v Ameriki so za 3 Slovence. Tako da ne si naročiti vsak svoje porcije, sploh ne otroci. Pač ni teorije, razen v kakem 12-zvezdični restauraciji Michelin, ni šans, da en človek poje eno porcijo in lahko to komod 2 do 3 delijo in tu veliko prišparaš. Tudi pijača je vse megalomazno velika,
Tako da Manja tam ti z gin tonikom pač ne bi preživela, ker ko bi naročila enega, bi to pomenilo skoraj liter in potem bi Manja zaključila svoj dan. Če greš tja, moraš biti pazljiva. V glavnem in hrana, in pijača, in alkohol je vse megalomazno veliko in ja, to je to. Tako da to zelo primerljivo s Slovenijo in pa še mogoče koliko časa. Jaz bi rekla res na easy, ono, da jo res začutiš, da ti gre v kožo, da se v njo zaljubiš, potem bi rekla 2 do 3 tedne. Ampak komod 7 do 10 dni, če res divjaš to Ameriko, mislim Florido, tudi lahko pogledaš, ampak si zelo na knap, 10 do 14 dni bi bilo moje priporočilo. Ne? Pa še mogoče rekla si prej, kakšna smer. Se pravi, mi smo vedno začeli v Miamiju, potem smo se pomaknili samo malo gor, torej greva na sever, greva proti gor, Palm Beach recimo, potem priješ že kmalu do Orlanda, pa sosednjega Disneylanda, pol je zraven na zahodno stran ta Tampa, pa Fort Myers, pa Naples, pol se pa začneš spuščati dol po severovzhodni obali, ne? In greš te čudovite Everglades, pa Florida Keys, pa Key West in se vrneš nazaj v Miami. To je bil vedno naš krog, to je cirka 1500 km neke krožne vožnje, kar se sliši veliko, ampak če razdeliš na te koščke na dneve, sploh ni dosti, ker res veliko doživiš. Opozorila bi samo na največji strošek z mojega gledišča, razen če greš šopingirati. Shopping je zelo popularen, pač brendi, zmešana ponudba in če ne greš šopingirati, kar mi nikoli ne gremo, potem te bo najbolj zabolel Disney Universal Studio, ker govoriva o 120, 150, odvisno ali je teden ali je vikend, dolarjev na osebo, se pravi, to je 100 evrov, 130 evrov na osebo, ne, za vstopnino. Svetujem absolutno čez teden, pa ko ni kaki praznik, pa preverite, da ni nacionalnih šolskih počitnic, ker bo gužva blazna. Pa recimo drugi malo večji strošek je še vstopnina na Everglades, ki je tudi okrog 50-60 dolarjev na osebo in te stvari so drage. Drugače je pa zelo primerljivo v Sloveniji, plaže, narava so pa skoraj povsod brezplačne in tudi mnogi muzeji. Vreme je najboljše in najbolj prijetno od decembra do aprila, se pravi slovenska zima se gre v Ameriko. Mogoče edino pogledati ali pa se zavedati, da je to tudi sezona hurikanov. Ne, da se je bojiš, ampak da si pripravljen, da obstaja pač majhen procent možnosti, da te bo hurikan ustavil, naredil grdo vreme, ne boš mogel potovati, ne boš mogel biti zunaj, ampak se boš po nekih muzejih mogel potikati. Tako da mogoče je fajn, da se izogneš tej sezoni hurikanov. Tako da december, april, ampak hurikani zginejo februarja, marca, aprila. Zato bi rekla, ti meseci, februar, marc, april so najboljši. Ok, pa da se še malo bolj natančno ustaviva pri vremenu, glede na to, da so hurikani res pogosto na poročilih, kako vroče je, kako deževno in kako hladno po zimi in kaj v primeru hurikana? Vreme na Floridi je v bistvu celo leto top, idealno. Zdaj mi, ko imamo otroke, mi iščemo toplo, zato da se lahko kopamo. Vseeno gre za, ni to Jadransko morje, ne, ko se vodica fajn se greje, ampak gre za odprto morje. In ker iščemo morje, bolj gremo vedno poleti. Se pravi, v njihovem poletju, ko je najbolj vroče, drugače je podnebje vlažno, subtropsko, vedno na severu, in pa čisto tropsko, v bistvu lahko rečeva karibsko, na jugu, tam, kjer je Miami. In če govorimo o tem tropskem, je to 30 do 32 stopinj čez poletje, nikoli več. In pa bolj proti severu temperature padajo tam malo pod 30-28. Nikoli v letu pa povprečna temperatura na Floridi ne pade pod 20 stopinj, povprečna. V bistvu gre za dobrih 20 stopinj povprečno, kar je v bistvu najvišje v ZDA. Torej, poleti vroče vlažno, kot v Sloveniji ali pa kot na Hrvaškem, se pravi dobrih 30 stopinj. Zima, slovenska zima, njihova zima je pa mila, se pravi 15 do 20, kar je pa, če ne iščeš čofotanja v vodi, mogoče še bolj idealno za potovanje. Orkani so pa uradno, imajo zelo točno jih zadanejo, so vedno od 1. junija pa do konca novembra. Potem pa nekako avgust, oktober zna biti vrhunec, znaš se zavleči še malo kasneje, tako da Florida je pač država z visokim tveganjem za hurikane.
Je pa res, da je priprava ali pa preventiva na te vulkane v njihovi kulturi, se pravi evakuacijske cone, zaloge hrane, zavarovanja, povsod so oznake. Mene ne bi bilo strah kot turista, da te bo ujel hurikan, seveda moraš spremljati poročila in vreme, ampak itak vidiš, ker so alarmi, zastave, opozorila, dobesedno te butajo v glavo, če prihaja hurikan. Hvala Bogu, imajo danes že take naprave, da te zagotovo opozorijo, zagotovo slišiš, da bo hurikan in se imaš čas umakniti. Slabost je samo pač, da ne boš mogel takrat se premikati, potovati in uživati, ker pač bo dež in neurja in veter in boš mogel tičati nekje v notranjosti ali pa se celo iz nekega mesta načrtovanega umakniti. Tako da mogoče se izognite decembra na Floridi, ker je največja gneča, ker je sezona drago. Jaz bi rekla, pač najboljši čas je med novembrom pa majem, pa da paziš na te hurikane, da takrat recimo ne greš. Ampak kot rečeno, še enkrat, so opozorila, ne bi se bala, da se ti kaj zgodi, pač moraš spremljati, gre za višjo silo in na njo ne moremo pač vplivati. Razumem. Kaj pa recimo vstop v Florido oziroma Ameriko? A so kakšni pogoji za slovenske državljane? Na kaj moramo biti tukaj pozorni? Nič kompliciranega, so pa Američani najbolj zoprni, najbolj težki in najbolj ti poženejo strah v kosti, ko vstopaš v državo. Izjemno arogantni delujejo na meji in tam pač ne pokaš frisov, se ne hecaš. Veš, jaz včasih, ko prijem nazaj v Salvador, pa rečejo, imate kaj za prijaviti, imate orožje. Jaz rečem, ne, danes sem bombe pustila doma. Da to rečeš v Ameriki, isti trenutek te kar peljejo. To ni heca. Izjemno resni, strogi, arogantni, težki za komunikacijo, tako da se moraš zelo uradno pogovarjati brez kakih šal, brez telefonov, brez cviljenja, skakanja, praskanja in tako naprej. Drugače pa nič posebnega. Se pravi, rabiš pač logično veljaven potni list, ta nujen, ki ga imamo mi, biometrični, ko imaš že čip. Veljati mora vsaj še 6 mesecev potem, ko se ti vrneš. In pa Amerika hoče vizo. Zdaj, sama viza, da imaš ameriško vizo, čisto navaden slovenski državljan jo lahko dobi, dokaj preprosto, ampak moraš izpolniti ful papirjev, moraš iti na intervju na ameriško ambasado v Ljubljani, moraš plačati cirka $300 in odgovoriti zadovoljivo na vsa njihova vprašanja in lahko dobiš vizo. Jaz jo imam, vizo za 10 let, ampak vsi ostali pa priporočam, da potujete z ESTA. ESTA je turistično dovoljenje, velja 2 leti, traja 10 minut, da jo izpolniš online in stane $21, pol pa vsake 2 leti jo obnavljaš. Se pravi, brez tega v Ameriko ne moreš. ESTA, turistična viza ali pa vstopnica je obvezna, tako da brez tega na pot ne gre. Če tega nimaš, lahko iščeš vizo, ampak mislim, da ni potrebe, razen če v Ameriko potuješ izjemno frekventno, gosto, potem ali pa greš na študij ali pa na delo, drugače pa ESTA je obvezna. Nič druga, fajn je, da imaš povratno letalsko karto, ker oni velikokrat vprašajo, ZDA ne smeš biti več kot 90 dni. Tako da hočejo videti, da se boš v tem terminu 90 dni vrnil. Včasih, redko nas so enkrat vprašali o financah, se pravi, da vidijo, da imaš rezervacijo nekega hotela, nočitve vsaj za dan, 2, da imaš zavarovanje turistično, to jim je izjemno pomembno. To je fajn imeti zraven, tako da tu se res ne bi hecala. Zdravstvene storitve v ZDA so pač zasoljene v nebo. Mi smo pač zelo zadovoljni s tem zavarovanjem pri Triglavu, ki ga imamo in nas nikoli ne pusti na cedilu in smo ga večkrat koristili. Tako da mislim, da je zraven potnega lista pa kreditnih kartic zdravstveno, turistično zavarovanje takoj naslednja stvar, brez kjer ne greš na pot. Pač res obvezna oprema. Mi smo samo enkrat obiskali zdravnika v Ameriki, ravno zdaj septembra, ko smo šli samo z Jašo za vneto uhico. In samo da smo prag prestopili, je bilo $300, potem pa še zdravila, pa laboratorij, za vneto oko je bilo preko 1000. Tako da ne se hecati, ker so storitve res drage. Škoda je, ker je zavarovanje taki fragment zneska, ki ga v bistvu tam plačaš.
Hitro se zgodi zastrupitev s hrano, bolezen, zvin, zlom ali pa kaj hujšega in je to pomembno. Pa še nekaj ljudje v Sloveniji res ne vejo, ker je vseeno dokaj frišna stvar. Ko recimo kupuješ take karte za Disneyland, ko so drage, sem omenjala prej, $150 in tako naprej. Imaš rentakar, kupiš boš recimo karte za Everglades, pa šel boš še na nek kabaret ali nekaj. Ne? Vse te vstopnice, vse te karte, vse te bookinge, rentakarje, nočitve, koncerte in ne vem kaj vse boš kupil, lahko zdaj zavaruješ pri paketu zavarovanja odpovedi turističnih potovanj, v bistvu lahko in aranžma, ki si ga kupil pri agenciji, in nastanitev, in letalsko, ladijsko, železniško, helikoptersko, avtobusno vozovnico, rentakar, vse to. Potem razstave, muzeje, koncerte, lunaparke, izlete, ekskurzije, tečaje učenja jezika. Vse to v bistvu priložiš, kaj si kupil, koliko si plačal račune. In če se nekaj zgodi, da se tega ne moreš udeležiti, ti ta paket zavarovanja pri Triglavu to povrne. In recimo, če si tako daleč, rečeš, ok, zaradi bolezni nisem mogel nadaljevati poti in sem to in to zamudil. Vem, da mi zavarovalnica vse vrne, zdaj pa si upam kupiti še enkrat, ker vem, da sem v bistvu na istem izhodišču, ker se mi je prvoten izgubljen vložek ali pa nakup povrnjen. Tako da meni se zdi to izjemno smiselno. Potni list, ESTA, torej turistično vizo ali pravo vizo in pa karta, ki pokaže, da se boš v 90 dneh vrnil, nujno zdravstveno turistično zavarovanje, pa mogoče, da pokažeš neke nočitve za nekaj dni, da ne bi bili oni zaskrbljeni, ampak to preverjajo redko. Tako da to je vse. Super. Mislim, meni se zdi precej varno na tak način potovati, predvsem pa se mi zdi noro super, da lahko v bistvu zavaruješ vse, da ni le poškodba, bolezen, ampak da lahko dobesedno vse zavaruješ danes, kar si vplačal vnaprej. In ja, tudi sama menim, da to ne samo, da je super, ampak nujno zaradi tega, ker drugače lahko ostaneš res brez vsega oziroma brez obilice denarja. Ljudje pa ponavadi nimamo rezerve v višini dvojnega zneska, da bomo vse plačali še enkrat, če recimo zaradi bolezni ali pa česarkoli moramo 2 do 3 dni zamakniti potovanje ali pa ne moremo nadaljevati tiste neke začrtane poti in s tem zamudimo pač vse vplačane rezervacije. Ok, zdaj pa recimo, če bi sam nanizala nekaj pomembnih dejstev o deželi in potem greva na kraje doživetja, kaj svetuješ, kaj je tisto, kar bi ti predlagala, da si recimo en tak popotnik, kot sem jaz, ki še nikoli ni bil na Floridi, sploh ogleda? Ja, lahko bi šla v tem našem krogu, kot smo vedno potovali po Floridi, ampak mogoče vseeno, da izpostavim res ključne znamenitosti. Mene najbolj fascinira na Floridi pač Everglades National Park. Spada tudi v UNESCO-vo kulturno dediščino, svetovno dediščino. Gre za dom pač tisočim in tisočim aligatorjem, panterjem, pticam. Potem to moraš videti, ker je res unikatno. Potem je pa Florida seveda svetovno središče zabave. Se pravi, v Orlandu so največji zabavišči parki na svetu, Disney World Universal Studios, pač tu se nahaja največji Kennedy Space Center na svetu, odkoder pazi NASA in SpaceX izstreljujeta, torej NASA in SpaceX res izstreljujeta rakete in to lahko pogledaš v živo. Izjemno fascinantno, vredno obiska, pač noro. To je taki napredek v tehnologiji, v razvoju, v pogledu na svet, v vesolje, da to moraš videti. Potem, mimogrede, gre za še enkrat upokojensko destinacijo, tako da srečaš veliko upokojenih Američanov vseh koncev sveta, ki so izjemno prijazni, zadovoljni, prijetni in zelo zanimivi za dolge debate, največkrat radi debatirajo o politiki, ne? Potem bi rekla, da je sama znamenitost tudi ta blazna prisotnost kubanske kulture, te skupnosti iz Kube, ker tu res občutiš tako latinsko kulturo, hrano, glasbo v tej četrti Little Havana. Tako da, če nisi bil na Kubi, je to res super doživeti v Miamiju, hrana je okusna in pa izjemno poceni. Če greš jesti v to Little Havano, boš precej prišparal. Potem bi še omenila mogoče najbolj južni del ZDA, Key West, ki je samo 145 km oddaljen od Kube. Gre pač za občutek, da si to obtačljal, da si to odkljukal, da si bil na skrajnem jugu, ne?
Potem je seveda sama obala, zagorela telesa, muzeji, galerije, nočni klubi, kabareji, pač super destinacija za šport, gibanje na prostem, poležavanje na plaži, v bazenu, veliko je šopinga in pa super je za najet kolo, ker se da prevoziti blazne razdalje, posod so super urejene kolesarske poti. Tako da to bi mogoče izpostavila kot hitre highlighte na kratko. No? Odlično. Če se pa vrneva recimo nazaj na samo načrtovanje poti, kolikšne so približno razdalje med temi ključnimi kraji, če recimo začneva v Miamiju in greva v smeri Orlanda? To sem si danes jutri 10-krat prebrala, upam, da bom prav povedala. Se pravi, iz Miamija do Palm Beacha vem, je pač 150 km. Od Palm Beacha do Orlanda je cirka 250 km. Potem je spet Orlando, Tampa 150, potem je Tampa, Fort Myers je malo več, 250, potem je do Napla še 80 cirka in pa najdaljša pot mogoče do Everglades, še dodatnih 100, ker ponavadi to prevoziš v eni rundi. Iz Everglades do skrajnega juga Key Westa je pa največ, gre pa za 350 km, to je najdaljša vožnja, ampak čez te čudovite mostove, ki so zgrajeni na otočkih in pač lahko bi trajala vožnja 10 ur, pa bi ti minila ko šus, ker je tako lepo, zanimivo, unikatno. In pa potem, da se spet vrneš nazaj, spet 300 km. Tako da govoriva o cirka 1500 do 1800 km, kar razdeliš na 10-14 dni ali pa na 3 tedne in potem sploh ni veliko. Narediš lahko še kakšne obvoze, krajšnice, dodatne postanke. Tako da ni blazno veliko, pa ceste so urejene, prazne, ker je toliko pasovnic, da se zelo hitro in mirno odvija promet. Ok, če greva zdaj recimo vsako mesto posebej, torej začnemo v Miamiju, katere so tiste osnovne stvari, ki si jih moraš ogledati? Ok, bom probala zelo na hitro, se pravi Miami še enkrat, obmorsko mesto, največje metropolitansko območje cele Floride, znano po tej Art Deco arhitekturi. Art Deco, mogoče, če kdo ne ve, to gre za ta umetnostni slog v arhitekturi, ki se je razvil v, mislim, da 1920, 1930, predvsem pač po svetovni vojni, po prvi svetovni vojni. Sama beseda Art Deco izhaja iz te francoske art decoratrice, se pravi okrasne umetnosti. Glavne značilnosti pa so predvsem, če boš kaj videla, geometrijske oblike, trikotnik, cikcak, ne vem, sončni žarki, to je Art Deco. Potem ogromno je simetrije, poudarek na ravnih črtah in pa luksuzni materiali. Vsega, kar vojni zmanjkalo, pa ni bilo, so pol vklopili sem not, se pravi marmor, krom, črni lak, bron, steklo, dragi kamni, plemenite kovine. Potem je poudarjena vertikalnost, se pravi, zgradbe so videti višje, ozka okna, take stolpi. Recimo, veš, kaj je tako narejeno? Empire State Building je recimo čisti tipičen Art Deco slog. Pa ogromno dekoracije, pa tudi iz Egipta, pa od Aztekov vzamejo sonce, krila, ne vem, valove, zvezde, usta in oči in take stvari. Tako da tega stila je ogromno in ta arhitektura je fascinantna, zelo lepa za pogledati. Potem je Miami znan kot latinsko-ameriško vzdušje. Tu boš videl tiste lepe okrogle ritke, brazilsko-ameriške, veš, take, kot da si v Latinoameriki. Ogromno je priseljencev z Latinoamerike, tako da dejansko vidiš prave Latinoameričane. Zato se pa tudi govori že skoraj več španščine kot angleščine. Tako da si šokiran, ker priješ v trgovino na banko, pa govorijo samo špansko. Drugače pa za odrasle, South Beach, Art Deco, to, kar sem zdaj opisovala, Little Havana, ta kubanska kultura, potem Wynwood's Walls, to so ti grafiti, fascinantni, super za pogledati, pa Vizcaya Museum, pa Gardens, to je pač za vse. Za otroke pa je potem še Miami, muzej, pa kaj še, Jungle Island, živalski park, pa Miami, Sea Aquarium, tako da ogromno tega. Mogoče manja, Miami je edino največje mesto v Ameriki, ki ga je ustanovila ženska, gospa Julia Tuttle, se mi zdi, tako da pazi, carica.
Bravo, Julija. Okay, potem pot nadaljujemo do Palm Beacha in si ogledamo kaj? Ja, pol greš malo gor, teh 150 km v Palm Beach. Palm Beach je nekaj druga. Ne? Tja greš zato, da se poljočeš par dni doma, kako je vsem tem uspelo. Zakaj? Palm Beach je pač elegantno letovišče in sinonim denar, money, se pravi razkošje, vile milijonarjev, prestižni butiki na ta World Avenue ali kaj je, dolge bele peščene plaže, pač še enkrat money, raj bogatih, slavnih, tako da vzami si selotejp, da zalepiš usta, ker ti bo pač spodnji del čeljusti padel dol. To je pač ono, ko vidiš v filmih, naslanjaš se na izložbah, gledaš te čudovite vile, vidiš ta folk luksuzno oblečen, razkošje tega, kaj je country safari line parka, kjer se lahko res voziš med žirafami, nosorogi, noč so plaže z plitvimi lagunami in tako naprej. Tako da ta del greš v bistvu bolj pogledati, se skopati pa čuditi, kaj so nekateri ustvarili. Mogoče zanimivo smešno dejstvo, da Palm Beach velja za zimovališče milijonarjev. Skoraj vsak drugi dvorec ob obali tega mesteca je vreden več kot 10 milijonov dolarjev, gre pa tudi do bilijonov. Tako da, to je to. Tam narediš postanek ali pa prespiš, pa še zjutraj malo pošportaš, pa tečeš mimo teh vil, spet še bolj odprtimi usti in pol greš naprej. Tako da naprej greš pa potem do Orlanda. Če greš z otroki, potem jaz rečem, da Orlanda ne izpusti. Ampak tudi, če greš mogoče kot odrasel. Zakaj? Gre za središče zabave na Floridi, kjer te pa čaka neskončna izbira teh tematskih parkov in to je unikatna stvar v Ameriki. V takem razsegu, na takem nivoju obstaja to samo v Orlandu. Se pravi, tam je od Disneyja do Universal Studios, Legoland, Kennedy Space Center za ljubitelje vesolja in tako naprej. Pač parkov je pa toliko, da jih ni šans, da obiščeš enega v enem dnevu. Tako da moraš zbrati, ne moreš obiskati vsega, razen če greš 14 dni samo za parke. Toliko bi rabo, da bi jih pogledal. Drugače, mi si ponavadi smo zbrali enega ali pa dva, rekli v enem 2 dni, v drugem 2 dni. In to te tako utrudi, narediš toliko kilometrov, ker te kar vleče naprej, tako da če hoče kdo hujšati, pač naj gre tja, ker tam bo shujšal, ker te tako motivira vse, kar je pred tabo in za vogalom in za naslednjim vogalom in kaj ravno kar napovejo, kjer šov se začne, da toliko maširaš, da na koncu pač imaš žule in noge te res bolijo. Tako da Disney World je tako velik, da ga lahko v njega spraviš več kot 2 Ljubljani, torej presega 100.000 kvadratnih kilometrov, plus da je gneča, plus da se čaka, plus da je sonce, ponavadi, tako da res boli, ampak je vredno. Je vredno. In vi ste vse te parke obiskali, dejansko so vsi vredni obiska in vse te stvari? Mi smo obiskali, jaz mislim, da res vse. Legota nismo, ker smo Legota v Nemčiji in smo ga spustili. Vse ostale naštete pa smo, ne v enem potovanju, v večjih in pač fascinirajo. No? Meni ni žal odšteti ta znesek, ker je vreden. Ko vidiš, kak konglomerat, kak sistem, koliko ljudi tam dela, koliko je čisto, koliko je urejeno, koliko je to kostumov, koliko je to mask, koliko je to šovov, koliko je prireditev, koliko je utečen sistem, pač absolutno ja. Edino, kar se splača, je, da kupiš karte online vnaprej, da ne boš še na začetku 3 ure čakal vrsti, da sploh do karte prideš. In če lahko prišparaj tistih $50–70 zraven in vzemi ta Fast Pass, kjer boš bistveno hitreje se premikal čez vrste. Ne? In pa, kot smo že prej omenili, to se res splača zavarovati. Računaj 150–170 na osebo, krat 4–5 članov, to ni mali znesek. Če zboliš, imaš nesrečo, se nekaj zgodi, si vrgel te stopnice v koš in je fajn, da zavaruješ, tako da to je ta paket, ki sem ga omenjala pri Triglavu, da se res splača. No, potem pa, če nadaljujemo naprej, je pa Tampa, ki pa leži na kontrastrani na Mehiškem zalivu in tu je pa zelo taka morska živahna kultura, ta river walk po
Busch Gardens je izjemno lep in zanimiv, pa kombinacija živalskega vrta, adrenalinskega parka in pa spet močne kubanske dediščine v Ybor Cityju. Tako da tam pa je v bistvu tudi taki lightning capital of the world, se reče, ker ima eno najvišjih pogostosti udarov strel na celem svetu. Nižje, malo nižjo, je pa potem, če se pelje še 150 km dol proti jugu, je pa Fort Myers, kjer so pa zgodovinske hiše slavnih izumiteljev, Edisona pa Forda, pa rajske plaže, ta Sunnyvale, ko vidimo v filmih, kjer otroci obožujejo nabiranje školjk, tako da spet lušno za obisk. Lepo. Potem nadaljujeva pot do Naples, imam prav? Ja, Naples je pa tako elegantno morsko mestece na zlati obali Floride, se reče. Predvsem je znano po golf igriščih, galerijah, zelo luksuznih trgovinah, bolj umirjenih, manj zasedenih plažah, čudovitih plažah za otroke. Potem ta Naples Zoo at Caribbean Gardens je čudovit zoo in interaktivni muzej Golisano, je tudi en taki children's museum, ki ga je vredno obiskati. Zelo je narejena Florida na otroke. No, mogoče še to, čeprav se imenuje Naples ali Napoli, ga Italijani niso ustanovili, ampak je to mestece dobilo ime, ker so se prve naseljene plaže domačinov zdele podobne Neapeljskemu zalivu in od tam baje izvira samo ime, tako da niso bili Italijani tisti, ki so prišli prvi tja. Zanimivo. Potem greva pa naprej med krokodile, kaj ne? Ja, to je pa po svoje mogoče celo najbolj zanimiv del. Absolutno ga je treba obiskati, torej Everglades se reče, gre za nacionalni park, ogromen park. Gre za mogoče najbolj divji del Floride z močvirji, aligatorji in krokodili, pazi. Ni veliko ekosistemov na svetu, če sploh ne vem, kjer aligator in krokodil sobivata. To sta zelo različne živali, ne? En je majhen, drugi je zelo velik, razlika. Je pa edinstven naravni park in ogromen ta močvirnat ekosistem. Najbolj priljubljen je zato, ker greš na to vožnjo z zračnim čolnom, ki je blazno glasen, to ropota neskončno, zelo hitro drvi, je taki malo adrenalinski izlet. Zato moraš imeti gor tudi slušalke, ker je hrup pač premočen. In on se vmes ustavlja in te ladjice sprejmejo 15 do 20 potnikov, lahko tudi najameš privat. Opazuješ aligatorje, te redke ptice, to pristno divjino Floride, dobesedno meter od teh živali, ker ko on čoln ugasne, to ropotanje popolnoma utihne in naenkrat nastane smrtna tišina. In ti prideš čisto noter do teh živali, potem ti on malo pripoveduje, kaj gledaš in tako naprej in potem spet na ta propeler glasen drviš naprej z veliko brzino. Solze ti tečejo, tako hitro ta čoln drvi. Tu je fajn imeti samo dolge hlače pa repelent, ker včasih je obdobje komarjev. Mogoče še zanimivo dejstvo, da ta Everglades so edini ekosistem, kjer aligator in krokodil sobivata brez napadov, da sta prijatelja. Dovolj je, da temu nameš en cel dan, spoznavaš pač vse, kar je tam za videti, potem lahko greš gledati predstave z aligatorji, lahko ješ aligatorski, krokodilski hamburger, kupiš izdelke iz teh zobov pa kože pa tako naprej. Skratka, se zelo podrobno spoznaš z življenjem, razvojem in aligatorskimi jajčki in vse, kak življenje aligatorja in krokodila nastane, jih božaš, slikaš in tako naprej. Tako da to je to. Pa tudi dobro se je v Everglades, je veliko dobrih restauracij. Ok, in potem pride tisti čarobni del, se pravi Florida Keys in pa Key West. Ja, to pa so v bistvu, veš, otočki. To so pa že čisto tropski otočki, ti si v bistvu že čisto na Karibih, ne? Povezani so pa s čudovito, tudi zelo unikatno panoramsko cesto, ki se reče Overseas Highway. Se pravi, predstavljaj si, kot da bi na Hrvaško morje med te velike otoke, Korčula, Hvar, Brač, ne vem, vse otoke, Loš in Krk, na suše enih kup manjših otočkov. Potem bi pa na te otoke tak cik-cak naredil mostove.
In ti si v bistvu, otoki so ponekod tako mali, da samo steber stoji na otoku in ti, ko se voziš, imaš občutek, da lebdiš po morju, ker kopnega skoraj ne vidiš, ali pa je kopno celo pod gladino morja, kjer je pritrjen steber od tega mosta, kjer se ti voziš. In ti se voziš, ko smo prej rekli, 350 km na vodi. Ti skoraj ne vidiš vmes kopnega. Tam, ko pride stičišče res nekih večjih otočkov skupaj, vidiš, da si se dotaknil kopnega, drugače pa je taka neverjetna panoramska vožnja med palmami, res turkiznim morjem. In to je res pustolovščina. Vmes se lahko ustaviš, kaj poješ, pač ful je dobro. No. Voda je taka modra, kot da si, ne vem, na Havaji. Tako da na koncu te 350 km čudovite vožnje te pa čaka Key West, torej to je najbolj južna točka cele ZDA, ne samo Floride, ampak cele Združenih držav. Znana je po zelo sproščenem karibskem vzdušju, potem ta Duval Street, zelo živahno, polno glasbe, nepozabni sončni zahodi, to je mesto zabave. Izjemno pisane hiše, fasade, ogromno tega art deco sloga, polno zgodovine. Hemingwayovo hišico lahko obiščeš, on je tam rad se potikal, potem si lahko gledaš akvarij, pač res je čudovito. No? In pa en fun fact, da je 150 oziroma natančno 145 km samo do Kube, tako da skoraj bi lahko priveslal. Ne? In zato imajo tudi številne hiše kubanske napise, kubansko arhitekturo in vidiš ogromno tega kubanskega vpliva na splošno. Wow. A bi lahko recimo potegnila iz rokava 3 neke zanimivosti, nekaj, kar ti je ostalo v spominu, od nekih nenavadnih dejstev recimo ali pa česa podobnega? Mislim, meni je ostalo v spominu, ko smo res videli, kak je Muskova raketa poletela v nebo, kak smo to videli na svoje oči, pač to je bilo nepozabno. Potem, ko jaz pomislim na Florido ali pa na Ameriko, recimo na Florido, sploh ta topel del, ker se ljudje radi malo pokažejo, mi padejo v oči avti. Pač jaz še take zgostitve najdražjih avtov, Ferrari, Lamborghini, Cybertrucki, mislim, to je dobesedno iščeš navaden avto med temi avti. Res izstopajo, pač naš Jaša je bil pač osupel nad vsem, kar je videl prvič tako v živo. Potem zelo v spominu mi je ostala in bi priporočila vožnja z vodnim skuterjem okoli Key West otočkov. To je bilo po mojem najlepše doživetje, traja 4 ure in v bistvu se ti voziš po tem vsem z vodnim skuterjem. Potem prizadelo pa me je, ko sem videla in smo se peljali na zahodni obali 4 leta nazaj po hurikanu, ki se zdaj ne morem spomniti, kako mu je že bilo ime, Franska ali Lojska, ne vem, ampak tisti hurikan pred 4 leti, ki je prizadel zahodno obalo Floride, smo se tam skozi peljali in sem dobesedno vstopila, tudi objavila takrat, mogoče še najdem in dodam v te opustošene hiše oziroma naselja, kar še je ostalo od naselij po hurikanu. Tako v smislu škode, ki se je zgodilo, tako potem, da nismo vedeli in smo se zelo bali za svoje zdravje, ker takrat se razvije ena mesojeda bakterija. Mi smo pa tam hodili v šlapkah in ta je lahko tudi smrtna, ta bakterija. In vem, da so nas potem policaji pospremili iz tega območja in da smo šli k zdravniku, preverjali v krvi, če bi imeli to bakterijo. Tega nisem vedela, tako se razlije, razmeče toliko človeških izločkov, hrane, mrtvih psov, mrtvih mačk. To začne nekako tako vse gniti in se pač kuhati v tej vročini in voda in to. In se razvije ta mesojeda, smrtonosna bakterija ali karkoli že je. In ta žvalca, če pride k tebe, ko hodiš tam peš pa bos, čez mikroranico, ki jo imaš kje na nogi, na žulju ali karkoli, ali pa seveda, če bi jedel z rokami, kako hrano, ki ima to bakterijo, lahko pač je zelo usodno. Kar me je pa še prizadelo tukaj je pa bilo, da smo si v bistvu ogledali ne hote, ne vede, mi smo se dobesedno skozi peljali in smo se ustavili. In to naselje je bilo v bistvu naselje teh prikoličarjev ali pa teh hiš skup zbitih ročno,
In me je tako prizadelo takrat, kakšna masa ljudi v Ameriki, ki so celo življenje hodili v službo z nekimi zelo povprečnimi srednjimi plačicami, niso odmerjali dovolj za zdravstvo, za penzijo, ne? To je v Sloveniji poskrbljeno avtomatsko z našim sistemom, pa se zelo radi bunimo, ampak v Ameriki, če nisi bil dosleden ali pa se ti je na koncu kariere posel padel v maloro, tega nisi sam plačeval, nisi sam varčeval, si ostal na koncu na stara leta v prikoliškem tem naselju, ki ga je hurikan odpihnil ko listje iz zemlje. In me je prizadelo, kakšna masa ljudi tam živi, z mnogimi sem se pogovarjala, celo intervju sem naredila z njimi in to je pač živeti na 4 kolesih, me je zelo prizadelo. In pa, kaj je še Amerika, ta del mu je manj všeč, je pa vseeno muzej na živem, ali pa živ muzej, ker njihova liberalnost šokira. Ker ne veš, ali je človek moški ali ženska, ali je oboje, ali je to je potetovirano, da ne vidiš koščka bele kože, se pravi oblečeno tako drugače, tako izzivalno, tako ekstravagantno, da pač že samo, če sediš na ulici pa piješ kavo, boš cel dan imel kaj zagledati, ker tega v Evropi vseeno, sploh v Sloveniji, vidimo manj, to je pač živ muzej. Tako da vse skupaj je en spektakel in jaz mislim, da je treba mogoče videti to Ameriko, pa tudi jo doživeti. Pa mogoče še mi je zanimivo, da je na vsakem vogalu policija, ki je izjemno stroga in arogantna in se tam ni za hecati. Tam te policaj nič ne vpraša, to te zvrne na tla, veš roke nazaj, lisice, pol se pa začne meniti. Tako da v Ameriki zelo po pravilih, vljudno, mirno, pomirljivo. Tako da toliko na hitro. Ja, saj to bi rekla, da je verjetno tudi posledica velike mase ljudi in temu primerno je pač prilagojen tudi njihov sistem oziroma obnašanje samih policajev. Kakšen nasvet, kako bi tako pot speljali najbolj varčno? Ja, glej, tistih kart pri teh vseh lunaparkih, pa to, kar sem naštevala, se ne moč izogniti, so kakšne so. Pri Airbnb-u in teh bookingih, če si malo znajdljiv, pa gledaš recommendations, pa ne iščeš nekega blaznega luksuza, boš prišel zelo poceni skozi, bistveno ceneje, kot bi 4-članska družina odštela v Sloveniji, to lahko trdim. Rentakar je tudi cenejši. Hrana je pa malenkost dražja od Slovenije, v trgovini mogoče enako stane kot v Sloveniji, gostilne so pa dražje, precej dražje. Še enkrat, vzemi v obzir, da deliš porcije, jej v happy hour, v teh lunch paketih, takrat imajo razne 3-4 jedi iz menija znižane. In pa, če se da, kupuj nekaj hrane v trgovinah, recimo Target, Walmart, kupi, ne vem, testenine, kupi kruh, sir, pa klobase, pa si sam naredi sendvič. Ne kupuj narejenega sendviča v Subwayu, ker bo stal 2-krat, 3-krat več, kot če boš kupil posamezne sestavine v trgovini, ki je 1 meter stran, ne. Potem solate so svinjsko drage, že narejene, pripravljene. $25 do $30, a cela glava solate stane $3 v trgovini, ne. Se pravi, če se ti da malo potruditi, pa malo naseckati, pa malo eno plastično posodo s sabo nositi, potem bi rekla, da pri hrani lahko blazno prihraniš pa to go. Če ti ješ v gostilnah, če dovoliš, da ti postrežejo v gostilnah, ti bojo zakasirali še tole postrežnino, ali kako se reče. Če pa rečeš to go, pa se vsedeš zunaj na klopci, pa boš prišparal $2-3 na osebo, ne. Pa pri cestninah, saj to ti povejo pri rentakarju, ampak vseeno, da spomnim, downloadaš si en app, aplikacijo, ki se reče SunPass, sončen pes, SunPass, in je to taki tool program najemniški, kjer v bistvu je ceneje plačevati te cestnine in malo prihraniš, pa hitreje greš skozi. Tako da, to bi bili nasveti. Ni pa Amerika boleče draga, no. Niso to Bahami, tudi marsikateri del Afrike je bistveno dražji, tako da je kar sprejemljiva. Kaj pa, če spregovoriva o varnosti oziroma nevarnostih? Jaz imam pri Ameriki vedno čudno občutek. Se pravi, zelo je varna, Florida je izjemno varna, vedno imam pa v Ameriki tak nabrušene pete.
Vedno se mi zdi, da sem v pripravljenosti, da lahko pa se, verjetno je to posledica ne mojih obiskov Amerike, sploh ne, verjetno posledica medijev, filmov, tega, kar slišimo, kdaj bo za en preletel z nekod, ne? In se mi zdi, da sem samo malo bolj pozorna, da imam odprte oči, da gledam, kakšni ljudje hodijo okrog, da gledam, zakaj se je začela tam delati neka gneča naenkrat. Ampak na splošno je Florida izjemno varna, nositi moraš pač glavo na vratu, ne tam nekje zadaj. Se pravi, opazuješ, kaj se dogaja, valjda zvečer ne laziš po nekih temnih ulicah, pa po nekih čudnih koncih. Vprašaš lokalce, vprašaš gostitelja, ker spiš, kam iti, kam ne iti. Torbico ne nosiš na pol odprto, avto ne pustiš na stežaj odklenjen, ne? Pač zdrava pamet in nič posebnega. Jaz bi bolj rekla, da je nevarnost Floride, Miamija, Floride nekje druge. Mi, ki obiskujemo Hrvaško najbolj, ne? Nismo vajeni tokov, ne vemo, kak je, ko te zgrabi močen tok, pa te nese 150 metrov od obale, pa ne veš, kaj bi naredil. Jaz vidim to kot nevarnost. Se pravi, upoštevati te barve zastavic in reševalce. Tega mi ne poznamo v Sloveniji ali pa v Evropi toliko in potem smo šokirani, pa spregledamo, je pa lahko to bolj usodno kot marsikera človeška nevarnost. Se pravi, zeleni pogoji so, pomeni, da lahko greš vodo, da je ok, da je varno. Potem rumeno-vijolično pomeni nevarnost meduza, najbolj pogosto, ali pa morski pes. Rdeča pa pomeni zelo nevarno, ne greš blizu vode. Ti povratni tokovi, ki se odbijajo in se vračajo, so pač izjemno, izjemno močni in plavaš takrat sporedno z obalo. Sporedno, ne proti obali, ker ne boš prišel, zmanjkalo ti bo moči in se boš utopil. Ne boriš se za silo, predaš se, lepo se vležeš na hrbet, noge gor, mrtvaka in plavaš sporedno. Prej, ko slej te bo en potegnil ven, če se pa probaš upirati toku, pa nimaš pač skoraj šanse, da zmagaš. In to jaz vidim kot nevarnost. Se pravi, imeti otroke ves čas na očeh pri tem morju, ne, zaradi teh tokov, pa gledati, kje so ti reševalci, pa kje so zastavice, veliko si hidrirati, ker je pač vroče, piha, ker veliko piha, manj čutiš vročino, pozabiš piti, pa pač sonce, ne, tako kot povsod sončna zaščita. Tako da to je to, kar se pa tiče bolezni, nesreč, bolnic je povsod polno, še bolj moderne kot v Evropi, nad evropskim nivojem, fantastične, pač cene so pa krat 5, tako da še enkrat ne se hecati, zavarovanje, turistično, zdravstveno, pa tudi to za turistične odpovedi je pač treba imeti in to vam polagam na srce. Celo se najbolj splača imeti celoletno, ker je, če razdeliš na 2-3 potovanja, te pride več, kot če kupiš celoletno, pa brezskrben si, če se spontano odločiš, kam iti za par dni, veš, da imaš to že celo leto urejeno in nisi pozabil. Tako da toliko o tem. Ja, sama sem imela nedavno izkušnjo z zdravniki na Hrvaškem, tako da definitivno se strinjam, da iz države svoje domače ni dobro oditi brez zavarovanja. Jasna, še in še bi lahko klepetali in klepetali, ampak veš kaj, raje si prihraniva še nekaj za naslednjič. Morda lahko tokrat izjemoma, prosim, razkriješ, kam bova potovali naslednjič? Ja, to nismo še nikoli razkrili, ampak ajde, narediva zdaj izjemo. Zato, ker so kovčki že prinešeni iz zgornje shrambe tukaj dol, niso še spakirani, bodo pa čez par dni. Tako da razkrijem, da se zdaj oktobra za te krompirjeve počitnice, ki so v naši El Salvadorski šoli malo daljše, odpravljamo na kar tako zanimivo večje potovanje čez Peru, čez cel Peru in lep delček Bolivije v self-drive izvedbi mojega moža in pod taktirko navigatorke Jasne, ne? Tako da gremo z 4 otroki, pridruži se še Jure in pa najni 3, Živa začenja faks zdaj z oktobrom in ne gre zraven, tako da nas bo 6. Tako da, evo, Peru, Bolivija, zelo naporna organizacija tega potovanja. Res sva se našvicala, da sva si to organizirala v lastni izvedbi in ne hecam vse to, kar si prej rekla in vem, da sem ti povedala, da se spogledujem z idejo oba se, da ko bo naslednjič taka komplicirana
destinacija za organizirati, da res se upreva na eno butično agencijo, ki jo zelo cenim in mislim, da je primerna tudi za taka družinska potovanja, ko ni mase pa masovke, ker to je bilo pa res stresno organizirati. Tako da gremo v Peru in Bolivijo. No, pa da ne razkrijeva že danes preveč, tako da razloge, zakaj se ti je zdelo to organizacija tega potovanja tako zelo zahtevna, bova naslednjič razkrili. Ko se vidimo med lamami in upam, da vam višinska bolezen ne bo predstavljala nekih prevelikih preglavic. Ja, višinska bolezen v Peruju je izziv. Našli smo zdaj ene lokalne tablete, ki pomagajo pri borbi telesa z nadmorsko višino. Tako da upam, da nam res to ne prepreči lepega potovanja. Grem narediti dobre fotke za vas, zbrati zanimive informacije, tako da bom lahko sveža, takoj ko se vrnemo, pripravila naslednje 7. Manja, to bo 7. druženje za naju v tem najnem popotovanju s Triglavom. Tako da hvala, da si danes spet z mano potovala po Floridi. Tebi in vsem popotnikom pa želim vse dobro, kamorkoli vas bo poneslo in mislim, da Ameriko enostavno morate popotniki uvrstiti na svoj bucket list, ker je posebna in navdušujoča. Hvala, Jasna, tudi tebi in pazite nase, zabeleži veliko lepih spominov, zato da bova imela o čem govoriti naslednjič, ko se vidiva v najini seriji Osvoji svet s Triglavom. Čau! Hvala, Manja. Hvala, Manja. Pozdrav vsem in svet je res lep, tako da pogumno korakate v svet. Pozdrav, Slovenija. Čau! Čau!